Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši oddaji. 695. oddaja je danes in verjeli ali ne, veliko gostov smo imeli, na veliko tem smo se pogovarjali v tem času, ampak matematičarke, pravzaprav profesorice matematike, magistre matematičnih znanosti, pa še ni bilo v naši družbi. Tako da danes z velikim veseljem pozdravljam Mojco Premož. Mojca, lepo pozdravljena. Dober dan, me veseli za vabilo. No, namen najinega obiska oziroma najinega pogovora, vašega obiska tukaj v našem studiu je vaš priročnik, ki ste ga spisali za svoje študente in sicer priporočeno predznanje iz srednješolske matematike. Zelo zanimivo se mi to zdi, zato bo že prav, ne, da malo povemo, pa tudi vsi tisti, ki bi se morda iz tega konca odpravili na fakulteto za geodezijo in gradbeništvo in geodezijo, bi morda lahko razmislili pa šli pogledat, ne, malo ta priročnik, ki je v elektronski obliki sicer. Ja, tako je. Pravzaprav je ta priročnik namenjen za vse študente, verjetno predvsem naravoslovnih ved, se pravi karkoli naravoslovnega, vsebuje seveda veliko matematike in tale priročnik konkretno je nastal, ker se mi je zdelo, da študenti kdaj potrebujejo malo pomoči, da se spomnijo srednješolske matematike. Predvsem je nastal zato, da kadarkoli lahko pobrskajo nazaj in se spomnijo na čisto konkretne formule, konkretne koncepte, konkreten način razmišljanja. To je zelo pomembno. Pri matematiki vemo, da se gradi na obstoječem znanju, višje znanje se potem gradi na tem obstoječem znanju. In pri slabih osnovah imaš potem više, seveda, jasno, tudi probleme. Vsekakor, že v srednji šoli, ne, se nam nekaterim zdi matematika velik problem, kar pa vam najbrž ni bil, ne, glede na to, da ste se odločili za to pot. Res ne. Dejansko smo se tule iz Ormoža, 4 sošolke, ki smo hodile v Ljutomer, gimnazijo Ljutomer, smo se skupaj matematiko učili in sem več ali manj bila kot inštruktor za ostale in tako, no. Tako da ne, nikoli mi ni delala nekih težav matematika in zdaj se mi zdi, da vsako leto, ne vem, jo imam bolj rada, no. Ja. No, zakaj je matematika tako pomembna, recimo, glede na to, da ste torej asistentka oziroma strokovna sodelavka na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, zakaj je na tej smeri tako pomembna, pa tudi na nekaterih drugih fakultetah, ne, podobnih? Ja. Zakaj je tako pomembna matematika? Predvsem matematika daje orodja, ki jih potem te vede uporabljajo. To 1 + 1 je 2. In ni 2,5 ali pa 1,5, zato ker je pač malo drugačen pritisk ali pa kaj pa vem, lepše vreme. Iz teh formul potem oni se naslanjajo, ti strokovnjaki se naslanjajo na te formule, ko razvijajo svoje metode za računanje. Navsezadnje gradbeništvo dosega lepe rezultate, velike rezultate in to res mora biti vse zelo natančno preračunano, če ne drugo, da se stavba ne sesuje, ne. To je, poleg velike finančne škode je seveda lahko tudi človeška škoda v smislu zdravja in človeškega življenja. In to so velike in zelo pomembne stvari. Je torej matematika, če lahko tako polaično, ne razumem, najpomembnejša za to, da si bistrimo morda? To je sekundaren cilj, seveda, definitivno. Se pravi, če se učiš matematiko, če študiraš matematiko, ti razvijaš orodja za razmišljanje, orodja kritično razmišljanje, na primer, s katerimi se lahko potem, ko si postavljen v novo situacijo, v problematično situacijo, najdeš orodje oziroma najdeš pot ven iz problemov. In to je seveda vsekakor zelo pomembna stvar. S problemi se vsak od nas srečuje vsak dan, ne. Če bi se bolj analitično lotili reševanja problemov, bi mogoče vse skupaj lažje steklo. Potem, poleg tega, na primer, ravno pri teh mojih študentih, snov, ki jo predelamo, je res konceptualno precej težka, in zelo raznolika. Med drugim delamo ogromno stvari v prostoru, kot so krivulje, ploskve v prostoru, kjer moji študenti, se pravi gradbeniki in geodeti, tudi vodarja imamo, no, to smo, oni sicer niso omenjeni v samem imenu fakultete, ampak so seveda zelo pomemben študij, razvijajo torej 3D predstavo.
A ne? To je zelo pomembno za njihov poklic. Ne moreš imeti gradbenika brez 3D predstave. Seveda računalniki danes znajo stvari narisati tako, da ti primeš in zasukaš na monitorju in je to zelo dobro, ampak brez 3D predstave vseeno ne gre. A ne? Prav tako geodeti, prav tako vodarji. No, predlagam, da greva na nek način od začetka, ne? Od osnovne šole. Tukaj se naučimo verjetno tistih osnovnih znanj matematičnih, ne, plus minus. To je več ali manj računske operacije. Nimajo toliko veze z matematiko, kot so pač samo spretnosti, kako dve številki seštejemo, množimo in tako dalje. Ne? Osnovne računske operacije. No, v višjih razredih potem se seveda že vse skupaj malo zakomplicira, ne? Oziroma je vse težje. Zakaj torej je to tako pomembno? No, to je vprašanje, ki me zanima, ne? Odgovor vaš. Recimo, rekli ste, da seveda si razviješ neke sposobnosti intelektualne, ampak zakaj, no? Zakaj je prav, da se ve nekaj izračunati tako na nek način problematičen? Zakaj je problematičen izračun? Ja, zakaj torej si na tak način bistrimo tako. Da neke matematične probleme rešujemo? Mislim, da je kar ogromno pedagoških znanstvenikov mnenja, da če nisi v konfliktu, se dejansko ne učiš. A ne? Če ti rešuješ nalogo, ki ti je lahka, ti se nič novega ne naučiš. Ti samo vadiš nekaj, kar že znaš. Ko pa ti prideš do problema, ki ti je težek, s katerim se res moraš usesti, moraš ga pogledati z te, pa z one strani, da ga spoznaš, da poiščeš orodja, s katerimi ga boš rešil, šele potem se ti nekaj zares učiš. Iz konfliktov se učimo. Tako da to je definitivno zelo pomembna stvar. Se pravi reševanje tega, ne? Reševanje problemov, ja, s katerimi se še nisi srečal, katerih še nisi spoznal. In ja, to je zelo pomembno. Poleg praktične uporabe samega orodja, ki ga na primer študenti spoznajo, ker to potem uporabijo pri statiki, pri hidromehaniki, tako, ne, pri konkretnih predmetih, strokovnih predmetih. Se lahko matematike naučiš? Definitivno do neke mere se je lahko. Vem, da so ljudje, da obstajajo ljudje, ki enostavno niso za matematiko. To je dejstvo, da pač si res toliko nematematičen tip, da ti je grozno težko. Pa da obstajajo ljudje, ki pa imajo talent za matematiko. To ne sta dve taki skrajnosti, ampak vseeno do neke mere se da, tudi če nisi talentiran, ker matematika je vendarle, osnova matematike je vendarle set pravil. Se pravi, tule imaš pravila, to je tvoj okvir, zdaj pa znotraj tega okvirja moraš delovati. Če se teh pravil držiš, si na varnem. To seveda ne garantira, da boš našel rešitev na določen problem, ampak vsaj ne boš delal napak, če se držiš tega seta pravil, tega kompleta pravil, ki ga imaš. Se pa pač odvisno od tega, v katerem okvirju se nahajaš. Kaj konkretno je vas navdušilo, kar se tiče matematike? Matematike? Kaj pa vem. Jaz sem imela v srednji šoli res ogromno interesov, kaj bi lahko šla študirati. Bi šla jeziki so me grozno veselili, psihologija me je veselila. Fizika, na primer, me nikoli ni veselila, to je zanimivo, ker vsi mislijo matematika, fizika, to gre skupaj. Meni. Matematika me je zato, če ne drugo, ker mi je zelo dobro šla in v bistvu, kot sem omenila, prej, ko smo se skupaj učili, mi je to, res sem neko veselje videla v tem, da druge ljudi učim, pa jim pomagam priti do... No, te vaše kolegice so vas razumele, ko ste razlagali torej, te matematične? Mislim, da ja. Smo se kar dobro razumele in potem... So si popravile ocene? Tako, ja. Vse smo se v bistvu konstantno učile, tako da ni bilo nekih blaznih padcev, ja, mogoče kakšna slabša ocena tu in tam, ampak nasplošno smo pa kar dobro zajadrale skozi srednješolsko matematiko. No, to pomeni, da vam je tudi samo poučevanje nekako že šlo takrat v srednji šoli, kar je verjetno tudi nadgradnja sedaj, da ste predavateljica. Ja, jaz sem šla zato na pedagoško fakulteto študirati matematiko, ne v Ljubljano na fakulteto za matematiko, ampak v Maribor na pedagoško. In enkrat v 3. letniku, ko smo imeli prakso, se pravi, to pomeni, da smo šli v razred in da smo imeli kakšno uro pouka, šele v 3. razredu je meni bilo jasno, da sem za to rojena, da to je meni pa res tako veselje učiti
res, da sem našla svoj poklic. Tako da sem se vedno potem želela učiti matematiko, to mi je bila potem seveda dodatna motivacija, da končaš študij, ker navsezadnje to je težka stvar, dolgo traja, diploma, vse to. Potem sem čisto po naključju dobila službo na gradbeni fakulteti. Jaz sem dejansko hotela vedno na srednjih šolah učiti. Slučajno sem potem dobila na gradbeni fakulteti, kar je bilo fino, zato ker sem se odločila, da bom šla delati magisterij v Ljubljano. In se je slučajno njih pokrilo. Dobila sem magisterij, dobila sem službo, preselila sem se v Ljubljano, vse je šlo skupaj. Tam pa sem se pa ponovno našla na gradbeni fakulteti na tej višji stopnji matematike. To mi je pa bilo res ponovno razodetje pravzaprav, kako je lepa matematika, koliko je uporabna, ne vem, koliko je vseh vidikov lepa. No, magisterij torej ste upravili, je še torej, kaj je še recimo višje, potem verjetno doktorat? Tako, ja. Doktorata se nikoli nisem pripravila delati, ne vem, nekako življenje se zgodi, leta minijo. No, kaj je plafon, recimo, pri matematičnih znanjih? Seveda, doktorat in potem seveda kaj bi še lahko raziskovalci, matematični raziskovalci potem pišejo članke in to je velika stvar, da imaš ti članek objavljen v kakšni svetovno priznani reviji. Konstantno raziskovanje, konstantno izobraževanje v pač določeni temi, v določenem področju matematike. Dejansko se je matematika v zadnjih stoletjih res toliko razvila, kot veda, matematika kot veda je res toliko obširna, da nekdo, ki ima doktorat iz matematike, iz enega področja, pravzaprav ne more vedeti, ne more razumeti, kaj dela nekdo drug, ki ima doktorat na nekem drugem področju. Toliko je to široko in toliko je poglobljeno že na vsakem področju. No pa obstaja še kaj novega, raziskanega? Ves čas, res, to je res noro, ker se ne moreš predstavljati. Ne moreš si predstavljati, da zdaj bo pa še kdo kaj odkril, vse je Newton, menda že vse odkril. Pa ni, daleč od tega. Še danes konstantno pride do novih izrekov, do novih dokazov, dokazi so zelo pomembni matematike. No, dovolite našim gledalcem, nisva povedali, da ste vi Premužova Mojca, Premušova, iz Hardeka, naša domačinka, to je tudi seveda zelo pomembno, čeprav ste že kar nekaj let izven Ormoža. Kako dolgo? 21 let. Živite pa? Živim pa na Logu pri Brezovici, to je med Ljubljano in Vrhnikom. S partnerjem in 3 otroki. No, to je zanimivo, ne? So vaši otroci tudi matematičari? Kaj vzgajate v tej smeri? Zaenkrat so stari 9, 13 in 15, tako da ne moramo še ravno govoriti o neki matematični usmerjeni izobrazbi, ampak z vsemi imam zelo matematične debate pogosto. Od pojma neskončnosti do ravno zadnjič me je 9-letnik, ker je na kalkulatorju videl kos, me je vprašal, kaj je kosinus torej. In sem mu razložila, kaj je kosinus, jaz sva risala določene skice, iz katerih se vidi, kaj je kosinus. In tako, pri 9 letih, jaz to nikoli pomislila, ne bi pri 9 letih, saj imaš kalkulator, saj tam neke kvake so, pa neke čudne simboli so, ampak to je to, On pa se je res zavzel in mi ne da miru, da bi mi rekla, to je nekaj, kar bo šele spoznal. Ne, jaz mu moram povedati. No, zanimivo je to, da ga zanima, da ga pritegne, da vpraša. Tako je. No pa za nas torej, kaj je kosinus? Zdaj bi pa rabila tablo, pa bilo kredo, da bi tole razložila. Drugače, na grobo kosinus je pač neka vrednost, ki jo pripišemo kotu. Kot merimo med 2 poltrakoma. Kot, zmerimo ga in potem neko vrednost pripišemo. Tej vrednosti rečemo kosinus. Seveda bova ta vaš priročnik predstavili v nadaljevanju, ampak vseeno še me zanima, kaj pravzaprav predajate svojim, kakšen predmet? Seveda matematiko, ampak za kakšne sorte matematiko to gre? Jaz imam 1, 2, 3, 4 matematike. To so te osnovne, enka je osnovna, več ali manj nadgradnja srednješolske matematike,
matematika 2 pa je dosti na višjem nivoju, dosti bolj specifična. Nekaj, kar imam jaz občutek, da na moji fakulteti nisem prav dobro predelala, ali pa da bi lahko rekla, da sem lahko suverena v njej. Zdaj pa, seveda, in to, kar moji študenti morajo znati, se mi zdi precej težka stvar. Pa vendarle imajo kar radi, no? To dvojko imajo kar radi, mogoče je kar oprijemljiva, no? Se da predstaviti tako, da je oprijemljiva. Potem pa imam vsake toliko, ko imam dovolj študentov, da izberejo ta predmet, še izbirni predmet numerične metode, kjer pa več ali manj delamo na računalnike, ker to je navsezadnje tisto, kar bodo ti naši študenti v svojih poklicih uporabljali matematiko. Na računalnikih jih bodo uporabljali, a ne? In seveda računalniški programi, kot so MATLAB, matematika, ne vem, en kup programov je, so super kot pomoč za računanje, ampak seveda niso nepogrešljivi. In pravzaprav na tem predmetu študentom pokažemo, pazite tukaj, tule je nevarnost, tule morate paziti na primer na akumulacijo napake, tule morate paziti na predstavljivost števil v računalniku. Take osnove, da oni vejo, s čim pravzaprav delajo. Da vejo, kdaj lahko pride do napak in kako se temu izogniti, če se le da, ker včasih se pač ne moreš izogniti nevarnostim, in kako prepoznati, da je pravzaprav prišlo do napake. Ker ti, ko vidiš rezultat 3, a ne, a boš prepoznal, da je napačen, ali boš vedel, da je možno, da je pravilen. No, to je ravno zanimivo, ne? Kje preveriš torej te rezultate, ne? Tukaj. Pa svinčnik, pa list papirja. Vsaj vsaj tako nekak en okvir, da imaš. Da veš, da 3 je nemogoče, ker rezultat mora biti med 0 in 1, na primer. A ne? In tole res potrebuje naše znanje. Zdaj se pogosto ljudje sprašujejo, še posebej študenti, kako pa je zdaj s AI-jem, a ne? AI vendarle postaja vedno boljši na področju računanja. Na začetku, ko sem ga malce testirala, je bilo to... No, kaj je to AI? Umetna inteligenca, se pravi. UI. V slovenščini UI. Ja, pardon. Artificial intelligence v angleščini, ja. Se pravi UI, dobro. Postaja res vedno boljši v računanju. Res. Ampak ravno na tem predmetu, ko sem rekla na izbirnem predmetu, ko nismo imeli klasičnega izpita, ampak so morali študenti pripraviti seminarsko nalogo. In to s teme, več ali manj so imeli proste roke, nekaj tem sva midva s profesorjem predlagala, nekaj so oni sami prenesli ideje. In sem potem vsakega študenta vprašala, ne ali je uporabljal umetno inteligenco, ampak kje jo je uporabil in ali je bil zadovoljen. Sploh več ne sprašujem, ali uporabljaš, ker vem, da jo uporabljajo, ne? To več ni vprašanje. In so vsi, 5 študentov sem imela samo na predmetu, pač takšen manjši predmet je, ampak vsi so rekli, da ja, da so uporabljali in da sicer lepo govori, ampak traparije govori, ne? Tako da zaenkrat še ni tako daleč, se pa bojim, da bo kmalu postal vedno boljši. Konkurenca. Jaz mislim, da je težko govoriti o konkurenci, ker vseeno, podobno kot uporaba teh programov, ki računamo, mi moramo biti tisti, ki bo na koncu prebral, pa bo rekel, ja, tole pa je v redu, ali pa ne, to pa mi je sumljivo. In mi moramo biti sposobni preveriti, ali je to, kar je umetna inteligenca rekla, ali je v redu ali ni v redu, ne. Seveda, to pa zahteva ogromno znanje, ne? Ja, tako. No, torej, so kakšni posebni talenti med temi vašimi študenti? Ja. Med temi 5, recimo. Ja, ravno med temi 5, ja, seveda, ja. Sem imela študenta, ki je delal 3 ur, 3 ure smo imeli vaje in smo skozi problem se pregrizli, a ne, smo naprogramirali v tem ali pa v onem programu, sami so se lahko izbrali, kje bodo, ker to je popolnoma vseeno, v katerem programu. Programirajo, en program ima tule napake, drug program ima nekje drugje, a ne, so šibki včasih, imajo pa tudi vsak svoje prednosti. Skratka, imeli smo kakšen problem za narediti, imeli smo nekaj nalog pripravljenih za vsak teden posebej in je on v 10 minutah imel vse narejeno. S ostalimi sem 3 ure delala, on je imel v 10 minutah vse narejeno in je potem pisal naprej svojo diplomsko nalogo med mojimi vajami, a ne. In kaj če je imel vse upravljeno, jaz nimam kaj reči, a ne. No, kakšno temo ste vi torej v svoji magistrski nalogi obdelali? To pa je bila, jaz sem magistrirala iz področja numerične linearne algebre
In sem... Nam lahko razložite, morda, kaj to je? Zelo težko. To je res, ko končaš srednjo šolo, ko končaš to srednješolsko matematiko in prideš na fakulteto, to je povsem nekaj drugega. To je čisto nekaj drugega. V kakšnem smislu? Koncepti, ki se ti odprejo, abstraktni koncepti, to je res dosti abstraktna stvar, je nekaj takega, kar s tem srednješolskim znanjem si ne moreš niti predstavljati. To je znanje, ki je precej staro, integrali, matrike, to so relativno stari pojmi v smislu 200-300 let stari, ki so jih seveda nekoč čisto drugače obravnavali. Danes imamo vseeno drugačno predstavo o teh pojmih. In vendarle se zmeraj znova, kot sem že prej rekla, nekaj novega najde v vseh teh konceptih, v teh starih pojmih. In se da nekaj novega razviti iz vsake te stvari. Zelo zanimivo. No, čeprav razumemo, torej abstraktna obdelava teh nekih matematičnih problemov je torej dobrodošla? Ja, oziroma, vedno. Jaz sem, ko sem imela še malo več časa, verjetno, ko so moji otroci šli v šolo, sem si vsako leto enkrat maja vzela čas in sem šla 1 uro, temu smo rekli, predstavi svoj poklic. In sem potem s otroki v razredu delala, dejansko matematične igre smo se šli in so bili prav lušni. In sem potem predstavila ne bom niti poimenovala, kateri koncept, v glavnem prišla sem v razred, malo smo se pogovarjali o seštevanju, o odštevanju, sem rekla, kaj pa če vam rečem, da je A plus A enako B? In so oni, wow, a res, A plus A je B? Ja, no koliko bi bilo A plus B? Pa so oni rekli, C. Kaj pa B plus C? In so imeli tako zgore abecedo nalimano na steno in so rekli, in so prešteli, koliko bi bilo. In so rekli, kaj pa, ne vem, C plus U, ne, takole. Ja. In potem so rekli, dobro, koliko pa je Ž plus A? In so ostali brez besed, koliko je Ž plus A? So vprašali, so rekli, ne vem, vi povejte, koliko je, Lahko rečemo, da je Ž plus A. Da pademo na začetek, lahko bi rekli, da je Ž plus A, kot 11, na primer, 1, in s tem se matematika tudi ukvarja. To je teorija števil oziroma grup in tako dalje. Skratka, so bili res čist, ne vem, v očeh se jim je videlo, da to pa je nekaj wow. Zanimivega. Ja, to pa res nekaj wow. No, recimo, to je matematika. A plus Ž ni AŽ. A plus Ž je tisto, kar mi se odločimo, da bo. Aha. Ja, lahko se odločimo tako, lahko se odločimo tako. In potem imamo opravka z neko čisto drugačno množico. Če pri tej odločitvi imamo take množice, pri tej odločitvi imamo pa neke druge množice. In ima vsaka skupina množic ima potem svojo naravo, ima določeno obnašanje in tako dalje. In so potem to zelo zanimive stvari. Ja. Kriptografija, vse te kriptovalute, kriptografija temelji na enih takih množicah. Tesno je povezana s praštevili, praštevili so res grozno zanimiva ponovno zgodba. No, povejte nam malo o teh praštevilih. O praštevilih? No. Praštevila, to je tudi na primer v tem priročniku opisano, se pravi praštevila so števila, ki so deljiva sama s sabo ali z 1. To sta edini dva prava delitelja praštevil. Enka je seveda malce izjema, ona je deljiva sama s sabo in z 1, to je ena in ista stvar. Vsa ostala pa so praštevila. 2, 3, 5, 7, 11, 13 in tako dalje. Zdaj, kako najdemo tale praštevila, to boste pa našli v temule priročniku. Eden izmed načinov, kako najti praštevila, je Aristotenovo sito. To pomeni, da poiščeš, na primer, vse večkratnike števila 2, to so 2, 4, 6, to niso praštevila, in jih prečrtaš. Potem poiščeš vse večkratnike števila 3, to so 6, 9, 12 in te prečrtaš, ker to niso praštevila. In greš takole naprej, po vseh neprečrtanih številih enostavno prečrtaš večkratnike. In tole je potem predstavljeno v tem mojem priročniku s pomočjo animacije, kar je ena res super orodje. Sem bila čisto navdušena, ko sem tole odkrila in sem zato tudi kar dodala nekaj animacij v tale priročnik. In tako poiščeš. Zdaj, čarobnost
teh praštevil pa je, da ni pravila, kako najti naslednje praštevilo. Torej, to je bil tako kot en šport nekoč v 1970-ih, ko so iskali naslednje večje praštevilo. Ali pa naslednje praštevilo. No, težko je zdaj reči, a si našel prav naslednje število, a ne? Ampak iskali so praštevila, to je bilo res tako za laike, za matematične laike, nekaj, kar so lahko prispevali k matematični znanosti. In kako uspešni so bili? Ja, so našli kar nekaj praštevil laiki, a ne? Nekateri, mislim, da sta 2 taki števili ovekovečeni na znamkah, mislim, da v Ameriki ali pa v Angliji, nisem zdaj čisto prepričana, ampak prav na znamke so dali, ker je bilo to toliko popularen šport, tako rekoč, da so jih dali na znamke, ne? Tako, imelo je svoje mesto v zgodovini, v vsak dano, a ne? Tako da je to bilo zanimivo in seveda, kot sem rekla, praštevila so osnova za kriptografijo. Zelo pomembna. Ja. No, torej o priročniku, torej priročeno predznanje iz srednje šolske matematike, Ja. to je torej vaše Moj delo. dojenček, Vaš dojenček. četrti dojenček, ja. Tako. Ni prvi, ne? Torej, to ste že povedali, da Ja, ste ja. se že ukvarjali torej, z pripravo teh raznih priročnikov. No, kaj prinaša Kaj prinaša? v osnovi? No. Ja, od daleč pogledano prinaša en grob pregled srednješolskih konceptov. Nekaj, če pozabiš, kaj je že to, greš pogledat v tale priročnik, aha, saj je res. Če želiš poglobljen pregled, seveda greš nazaj v svoje srednješolske knjige, učbenike in tako dalje. Vsebuje nekaj teorije, formul, grobe razlage, to ni poglobljena razlaga, in vsebuje tudi naloge, vključno z rešitvami. Rešitve se nahajajo na koncu priročnika, ti nalogo rešiš, greš preveriti v rešitve, ali imaš kaj pojma, ali nimaš kaj, ali res čist mimo brcneš. Ena novost v e-knjigah pa je definitivno animacija, ki sem jih že prej omenila. Se pravi, priročnik vsebuje nekaj animacij, s pomočjo katerih poskušam razložiti pojme, ker včasih je težko iz teksta razčitati, kaj je bilo mišljeno. Lažje je na tabli, ko delo nastaja pred očmi študentov. A ne? To pa Ti res. lahko sproti dorišeš, lahko malo tule narišeš, pa malo tule napišeš in potem na koncu nastane slika, ki jo je mogoče težko kar tako razumeti. Lažje je razumeti, ko vidiš, kako nastaja. Iz tega vidika sem potem začela uporabljati animacije, ker so stvari nastajale, mislim, zdaj stvari nastajajo v živo pred bralcem. Zdaj, tale priročnik je prosto dostopen na internetu. Pogooglajte priporočeno predznanje, mogoče Primož pripišite zraven. Priročnik je bil izdan pri e-založbi Univerze v Ljubljani in priporočam, da ga ne printate, ker seveda ne more animacija biti na papirju, a ne? Ampak da si ga spravite v PDF obliki na svoj računalnik. In če ga odprete v Adobe programu, bodo animacije delale. Nažalost, če ga boste odprli v katerem izmed brskalnikov, internetnem brskalniku, nažalost zaenkrat animacije še ne delajo. Upam, da se bo to spremenilo, no, vendarle. Ker potem bi lahko človek to odprl na strani e-založbe in pravzaprav ne bi rabil downloadati, se pravi spraviti tega priročnika na svoj računalnik. Ne? To bi bilo praktično, ampak nismo še tako daleč, no. Zaenkrat še nismo tam. Skratka, ko ga spravite na svoj računalnik, potem poženete tele animacije in delujejo, lepo delujejo, normalno. Zdaj, poleg samega priročnika sem potem izdala še manjšo verzijo, ki pa vsebuje samo naloge. Tule pa si mirno sprintajo študenti, lahko tudi dijaki, a ne? In potem rešijo tele naloge, s tem, da dijaki bodo verjetno malce razočarani, ker so res na osnovni ravni, niso to grozno težke naloge, a ne? Gre vendarle za osvežitev znanja, ne? Mogoče pa komu pride, ne vem, pred maturo ali pa kaj takega, ne. So sprejemni izpiti na vaši fakulteti? Ne, nimamo sprejemnih izpitov, ne. Ne, tole je za vpis na našo fakulteto, za univerzitetne programe je dovolj, da opravijo maturo, za visokošolske, ker imamo tudi 3 univerzitetne programe in 2 visokošolska programa, za njih pa je dovolj že tudi zaključni izpit.
S tem, da seveda je fino, da imaš, da nisi ravno na meji s pozitivnim z matematiko. Ne? Matematika je zelo pomembna. Ja. No, recimo, če se torej poučiš kakšni primanjkljaj, torej iz matematike nadoknadiš s tem vašim priročnikom, zadostuje to recimo, da se torej... Zelo je odvisno od vsakega študenta. Aha. Dejansko smo na naši fakulteti ugotovili, da zaradi matematike ogromno študentov ne preide v drugi letnik. Matematiko imajo v prvem letniku, matematiko, fiziko, pa potem nekaj malo gradbenih predmetov. Zelo je tako negradbeno usmerjen prvi letnik, pravzaprav zelo je težko za te študente. Oni so prišli gradbeništvo študirati, imajo pa 10 ur matematike, 8 ur fizike, je to kar težko. Ampak kot pomoč jim ponujamo zadnji teden v septembru, to pomeni en teden pred začetkom predavanj, jim ponudimo tečaj matematike zastonj. Se pravi, oni pridejo k nam in imajo 4 ure na dan matematike. In gremo, tako je pravzaprav ta priročnik nastal kot pomoč pri tem tečaju. Da imam kaj zadati na tečaju, gledajte, tole bomo delali. In potem jih učimo en teden, odgovarjamo na vprašanja, poskusimo osvežiti vse skupaj. Na vsezadnje za prve letnike, tiste, ko so prvič pisani prvi letnik, so tele počitnice najdaljše v njihovem življenju. Oni končajo maja s poukom, potem imajo maturo in potem imajo počitnice do oktobra. In to so res najdaljše počitnice in matematika zelo... Usahne. Ja, zelo ne odpušča, če vzameš pauzo. Zelo je taka neodpustljiva. Možgani mora biti ves čas v pripravljenosti. Če so malo leni, to že ni dobro za matematiko. Tako da je res, to je res fajn tečaj. Mi smo zelo zadovoljni s sodelovanjem študentov, ko pridejo prvi dan, so seveda še malce tako plahi. Ne poznajo sošolcev, ne poznajo stavbe, ne poznajo nas, ampak se proti koncu tedna že udomačijo, spoznajo se med sabo, malce se povežejo in je zelo fajn. Seveda pa nimajo vsi te možnosti, to je zdaj problem. Ljubljanski študenti seveda pridejo, ne vem, s Postojne se že pripelješ tiste polurce, ampak ne vem, nekdo z Murske Sobote pa mogoče nima stanovanja še v Ljubljani zadnji teden septembra in mogoče enostavno fizično ne more priti v Ljubljano na ta tečaj. In prav za njih je potem to res fajn, da lahko potem samostojno tako. Poleg priročnika smo potem ustvarili še spletno učilnico, prav za tale tečaj. Ideja je bila taka, da tisti, ko ne morejo fizično priti na tečaj, da se enostavno doma usedejo in si vzamejo čas, koliko ga oni potrebujejo, jaz ne moram reči, za vsakega študenta posebej. Vsak je drugačen. Da si vzamejo čas in grejo praktično skozi tole knjigo, skozi tale priročnik, preko spletne učilnice, ki jih vodi. Zdaj bomo pa tale koncept delali, tele formule in zdaj imaš pa kviz. In odpreš kviz in rešuješ kviz in ti sproti sistem pove, to je pravilno, to pa je napačno. Tako da jaz mislim, da smo iz naše strani, iz katedre za matematiko in fiziko, res ogromno jim damo. Ogromno materijala, ogromno različnih ne vem, od knjig do videoposnetkov, do učilnic, kot sem jih omenila ravno zdaj. Ogromno materijala damo z upanjem, da se bo nekdo učil kaj iz tega. No, najbrž se, ne? Mogoče pa je vsi, recimo v prvem letniku pravite, torej, da je najtežji prvi letnik. To so grozne številke. Vam res rečem, to je od 25 do 35% opravijo. To je res grozno. Dejstvo je, da pač glede na to, da je študij zastonj, pridejo študenti in se tudi vpišejo, mi temu rečemo fiktiven vpis. Oni se vpišejo samo zato, da imajo status in da lahko živijo v študentskem domu in lahko uporabljajo študentske bone in lahko delajo preko študentskega servisa. Tega je kar nekaj. Pri nas praviloma ni omejitve vpisa. Zato, ker tole velja kot težek študij, ni ravno, da bi se trumoma vpisovali na njega. No, lani se je stvar malce spremenila, smo malo morali že poostriti, ampak na splošno pa ni in imamo kar nekaj fiktivnega vpisa. In zdaj, to je zelo frustrirajoče za nas kot izvajalca. Ko ti vidiš, da jih je samo toliko naredilo,
ampak pravzaprav si jih v razredu videl ne vseh, ki imaš na seznamu, nikoli ne vidiš vseh, ki jih imaš na seznamu. A ne. Tako da ta številka res grozno deluje. A ne. Ampak tako je. To je realnost, a ne. To je naša realnost. S tem se borimo dnevno. Zato pa imamo toliko materijala in damo, a ne, da jim pomagamo. No, komu pravzaprav bi lahko še bil v pomoč ta vaš priročnik? Torej za vaše študente, Tako. pa potem še verjetno kar za nekaj drugih. Ja, seveda, ja. Tudi jaz mislim, da dijaki ne bi imeli prav nič proti takemu priročniku. Predvsem zato, ker se malce odstrani, ne gre v globino, ampak malce se odstrani od snovi in samo tako na grobo pove, tule govorimo o teh stvarih, tole so pomembna dejstva, tole si zapomni, pazi na tule je kakšna past, pa tule je kakšna past, takole oddaleč. Ne, grobem. No, bi bil v pomoč tudi recimo maturantom, ki delajo, torej... Mogoče. Ampak to ni ponovno, to ni poglobljeno. To je bolj za pregled konceptov, matematičnih konceptov. A ne. Ampak toliko oddaleč, gremo na hitro skozi, samo da imamo, jaz mislim, da imamo v glavi po predalčkane snovi. A ne. To je tale predalček, to so linearne funkcije, to so polinomi. A ne. Tako se mi zdi iz tega vidika, da je v redu. A ne. Da imaš tako malo pogleda oddaleč in da si pospraviš v glavi po predalčkih, tako rekoč. No, zanima me še, torej, kako eno takšno vaše predavanje poteka, kako to izgleda? Jaz uporabljam e-učilnico aktivno, že pred COVID-om smo mi vedno tole uporabljali. V bistvu vse naloge so natipkane in obešene nekje v učilnici v PDF dokumentu. Tako da, ko pridem v razred, najprej ponovimo teorijo. Zato, ker seveda brez izrekov, brez lastnosti, brez teh dokazov nimaš kaj delati pri računskih nalogah. A ne? Oprostite, samo da vas zmotim. Torej morajo priti pripravljeni na vaše predavanje? Fajn bi bilo, ampak ne pridejo. Ne? Ja. Mi, zato da bi prišli pripravljeni, odpremo vsak teden kvize. Oni imajo tedenske kvize z 5 kratkimi vprašanji, samo toliko, da vejo, da danes pa delamo vektorje, danes pa delamo zaporedje, naprimer. A ne? To je naš cilj. Kaj se potem iz tega zgodi, je seveda drugo, ampak to je naš cilj, da oni grejo skozi ta 5 vprašanj, da se vzamejo, ne vem, mogoče 10 minut, ni več, a ne? Ker so zelo lahka vprašanja, samo toliko, da ponovijo osnovne pojme. In potem jaz z njimi ponovim nekaj, kar so na predavanjih že spoznali, na hitro ponovim. Povem bistvene zadeve in potem gremo reševati naloge. In naloge zdaj, malo je odvisno od časa. Naloge odprem na prosojnico, nad tablo, na projektu nad tablo in potem rešujem vsej prvih nekaj nalog sama rešim, da jim pokažem, katero orodje uporabljati, kako je treba razmišljati, na kaj je treba paziti. Potem pa, če je čas, še kakšnega študenta pokličem k tabli, da on rešuje, ali pa rečem, dobro, dajte pa tole nalogo, pa zdaj sami rešujte in oni rešujejo v klopeh, pa jaz hodim okrog in gledam, ali jim gre, ker se pojavijo res raznolika vprašanja. In zmeraj rečem, nam boljše, da ste zdaj take traparije napisali, kot ste jih napisali, kot pozneje na izpitu. Dajmo zdaj razčistimo, da je to traparija, da z tega nikoli več ne naredite v tem smislu. Na vse zadnje, to je učenje. Ne? Mora priti do konflikta, mora priti do napak, potem se učiš. No, to pomeni, da v glavnem rešujete neke matematične probleme na vaših predavanjih. Jaz sem vaje. To pa je potem drugo, ko so kakšna predavanja, ko se jemlje novo snov. Predavanja pomeni v bistvu, da predstavijo koncept in ga to zelo strukturirano predstavijo. Matematika je zelo strukturirana. Imamo definicijo, kjer se definira nov pojem. Potem imamo mogoče kakšne lastnosti, ki jih seveda dokažeš. Ti ne rečeš, tole pa je, ne vem, tale funkcija pa narašča. Ne rečeš kar tako. Ti moraš to dokazati. Vsaka stvar se dokaže. Vsaka stvar dokažemo v matematiki. Če kaj ni dokazano, se to imenuje seveda hipoteza in to moraš poudariti. Glede, to pa je hipoteza, to pa ni dokazano. Ne? To pa se nam zdi, da bi bilo fajn, da bi tako bilo. Ne? Kar je dejansko v teh višjih sferah matematike kar dosti hipotez, ki še niso dokazane. Ne? Vas veseli ta vaš poklic? Ja, zelo. No in predvsem te debate z študenti, ki razmišljajo torej.
Ja. ki so kos. Torej, Tako, tem. eni so res na visokem nivoju in je res fajn debatirati z njimi. Moram pa reči, da tudi študenti, ki niso na visokem nivoju, tiste debate pa recimo so bolj zabavne. Zato, ker včasih res take terapije mahnejo ven, da se vsi smejimo. Ampak tako, neškodoželjno. No? Neškodoželjno, zmeraj poudarjam, da dajte zdaj delajte napake. Dajmo zdaj delamo napako tugle, ko imamo čas, da jo saniramo, da jo popravimo. Ne pozneje na izpitu, tisto brez veze delati napake. No, kako pa izpit izgleda? Kolokviji so, mislim, to se... Ja, pri večini, vsej pri matematičnih predmetih imamo tako, da je izpit sestavljen iz računskega dela in iz teoretičnega dela. Računski del predstavlja približno, mislim, da 70 ali pa 80% ocena, potem pa en delček pa še predstavlja teoretični, se pravi tisto, kar delajo na predavanjih. Zdaj, računski del vsej pri mojih predmetih lahko opravljajo ali z 2 kolokvijama, ali pa grejo na izpit. Ustno. Ne, pisno. Pisno. To je vse pisno. In kolokvija sta tako, rešujejo v bistvu naloge, ki so iste težavnostne stopnje kot pozneje na izpitu, ampak imajo ločeno. Prvo po 7 tednih pišeš prvi kolokvij, na koncu semestra pišeš drugi kolokvij. Če si oba kolokvija pisal vsaj 40%, pa je povprečje vsaj 50%, imaš opravljen računski del izpita in moraš samo še teorijo upravljati. Tako v tem smislu. Računski del pa že sam po sebi pove, se pravi, če nisi uspel za kolokvij, pa greš na računski del, pa se usedeš, pa odpišeš, moraš pa vsaj 50% imeti, da greš lahko še na teorijo. V splošnem je to klasičen izpit, se pravi, študenti pridejo v predavalnico, dobijo polo, na katero pač izpolnijo ime, priimek, pisno številko in so potem sprintane na tej poli naloge. Ponavadi 4 naloge in potem imajo 1,5 ure časa, da tole rešijo. Tako. In potem mi upamo, da nič ne prepisujejo. Ne? Se pa zgodi včasih. No, odkot bi prepisovali? Z telefonov? Z telefonov. Ja, definitivno. Kako ste rekli, AI? AI. Obstaja en kup zanimivih programov, zanimivih aplikacij, s katerimi si pomagajo. Ena izmed njih je, da takole poslikajo nalogo in jim potem programček napiše postopek. Kar je grozljivo za nas kot učitelje, ne? Res grozljivo. Ne? Ker kako boš ti vedel, da to ni delo študenta? Ne? Čeprav jaz mislim, da imamo mi res toliko varovalk. On ima računski del, potem pa ima teoretični del. In jaz jim vedno rečem, če vi pridete na teorijo k profesorici in vas ona vrže, pa reče, pa ti, kako si ti sploh opravil računski del, pa vam odzame izpit iz računskega dela. Reče, to pa ni tvoje znanje, bilo sigurno ne. Se jaz s tem strinjam. Zato, ker ne moram dati roke v ogenj, da noben ni prepisoval. Ne? In se zgodi, da prepisuje. No, koliko jih pride na izpit, recimo naenkrat? Se ne da kontrolirati to? Da, mislim, hodiš okrog in gledaš, seveda, ja. Ampak so spretni. So spretni, ja. Ko si srce. Ampak jaz vseeno mislim, da imamo res toliko, ker ustni del izpita, teorijo imajo na ustnem delu ponavadi, govorijo 1 na 1 s profesorico, tam vidiš, kakšno je znanje. Tako mi je lažje pri srcu, po resnici povedano, ker vem, da je še ena varovalka zadaj. So pa tudi taki zelo nespretni, ko vidiš, da prav nima pojma, kaj piše in ko prepisuje, ne vem, tisti T včasih postane 1, včasih kam... Res so take čudne stvari, čakaj, kako pa se zdaj ti to? Tule imaš napako, tule pa je pravilno naenkrat. Kako je zdaj to? Zato, ker prepisuje in ne ve, kaj prepisuje. In potem jasno dela napaka, vse ne ve, kaj piše. On neke simbole, kot da bi hieroglife iz egipčanskih piramid prepisoval, pa potem jasno, kakšno črtico spustiš, in zato zelo vidi. No, pa tudi čez kakšne male aparaturice oziroma z nekako ne vidiš točno. Ne veš, a je nič, a je domnevam, da imate tudi hece, tako kot se pravite. Ja, znam biti zabavno. Mojca, bi morda še kaj povedali o tem vašem priročniku, kar bi bilo lahko zanimivo, priporočljivo torej? Ali sva dovolj povedali? Jaz mislim, da si lahko vsak poišče ta priročnik in se po svoje prepriča, a je to nekaj, kar je za njega ali ne. Vsak šolar verjetno. Predvidevam, da odrasli, mislim, zaposleni verjetno ne potrebujejo tega znanja na tak način, kot je predstavljeno. Lahko pa res je prosto dostopno, se pravi, tale
razpis, preko katerega sem potem izdala ta priročnik, je bil financiran strani Evropske unije in je šlo za odprta gradiva, se pravi gradiva, ki so dostopna vsem študentom. To je en pereč problem, še posebej verjetno v Sloveniji, zato ker pač slovenščina govori 2 milijona ljudi, a ne? Ja. To pomeni, da si zelo omejen, kar se literature tiče. Če želiš kakšno resno literaturo na fakulteti poiskati, boš verjetno moral poseči po angleških, nemških, kakšnih drugih literaturah. A ne? Tako da so s tem poskusili pospešiti, spodbuditi produkcijo slovenskih knjig, slovenske literature in predvsem v e-obliki, a ne, v elektronski obliki, zato da ni toliko papirja, ne, da ni toliko tiskanih verzij. Na vse zadnje, ko bom vnesla popravke, ko bom dala novo verzijo, bomo samo povozili na računalniku in ne bo treba še enkrat printati. A ne. Ja. In je potem to dosti bolj ekološko na vse zadnje. Ne. Vsekakor. Ja. Imate kakšne načrte še v tej smeri torej ustvarjanja tovrstnega? Jaz čas nekaj pišem, res. Moji študenti imajo res toliko vsega, če bi želeli preštudirati, res ogromno napišem. Trenutno pišem 3 knjige, še ostale. Ampak tako, tudi tale priročnik je nastajal, mislim, da 10 let. In potem sporedno pišem druge knjige in to objavljam študentom. Naprimer, nam zmanjka časa za neko nalogo. Pa rečem, vam bom natipkala in natipkam samo rešitev ene naloge in potem natipkam drugič rešitev druge naloge in tako je tudi tale zbirka. To No, tudi na YouTubeu imamo tudi nekaj takih, ne, rešitev. Ja, na YouTubeu imamo pa kar dosti posnetkov. Najstarejši so moji posnetki, ki sem jih naredila, kot sem že prej omenila, dolgo pred covidom, ker ene snovi nisem nikoli imela čas korektno predelati. To je bilo vse malo na hitro, joj, dajte to doma poračunajte, joj, to nalogo dajte doma, ne, tako. In me je vest tekla in sem posnela potem te video lekcije, ki se imenujejo analitična geometrija. 3 video posnetki, ampak 2 sta dolga, mislim, da 45 minut, ta tretji pa je mogoče 20 minut. In v njih rešujem tele primere in si potem študenti lahko pogledajo tole. Ne. Tudi ob posnetkih dobijo potem tudi vso dokumentacijo, vse PDF-e, te dokumente, ki jih izdam zraven za moje študente. Ne. In to je javno dostopno, to lahko vsak pogoogla in najde na YouTubeu. Potem pa je cela serija posnetkov, ki smo jih s kolegico, zdaj že nažalost bivšo, ki se je upokojila, smo posnele, ko se je pa začel COVID. In smo posnele celo serijo videoposnetkov reševanja teh nalog tele matematike 2, ki je precej težka, kot sem že omenila. Tako da imajo tule res ogromno materijala. Res. Ti posnetki so malce bolj specifični, tole pa ni toliko za širšo javnost, po mojem, ker so zelo, zelo specifični. Vežejo se, držijo se nekih določenih snovi, zelo na visoki ravni so. Ne. Tako da tole je mogoče malo manj splošno. No, predvsem torej za vaše študente oziroma za tiste, ki so torej že notri, ne, kot rečemo po domači. Včasih slišim tako, ne, z končkom ušesa, kot bi ste mu rekli, da se pogovarjajo študenti, naprimer, ko ponavljajo letnik, se jim včasih urnik prekriva. Oni bi morali zdaj še enkrat hoditi k meni na vaje, pa ne morejo, ker poslušajo že kaj vnaprej, tako, ali pa ne vem, ali pa delajo mogoče, ali pa kaj takega. Da potem gledajo te posnetke in študirajo preko njih. In zelo pohvalijo, pravijo, to je super, zato ker lahko ti ustaviš, kadar hočeš, lahko se vrneš 10 sekund nazaj, lahko greš tole malo na hitro, ker tole pa znaš. Tako, in imajo sami kontrolo nad tem, kako poteka pouk, tako rekoč. Ja, to je, ne, ker recimo na predavanju preslišiš lahko kaj, naprimer, ne, to pa vseeno greš lahko nazaj. Tako se vrneš in še enkrat slišiš in je dosti boljše. Tako da, ja, kar pohvalijo, tole pa kar pohvalijo, ja. Fino, Mojca, hvala lepa, da ste si vzeli čas za obisk v našem studiu, zelo zanimivo vas je bilo poslušati, tako da področje matematike je dejansko široko, ne? Ja, težko si sploh predstavljamo in ta najin čas za ta pogovor je seveda zelo, zelo omejen, ne? Da bi lahko sploh nekaj več povedali. V glavnem, tudi vrtnarite, ne? To še morava za konec povedati. Ja, okej, morava. Včasih vidimo kakšen lep sadež, ne? Z vašega vrta oziroma pridelek. Ja, tako. No, kako to utegnete pravzaprav vse skupaj?
ne utegnem. No. Jaz imam 4 vrte in to je res dosti dela. Tako da, ko imam čas, so vrtovi lepi, brez plevela, ko pa ne, pa pač niso, a ne, in tu se ne smem sama sebe ne To je verjetno za hobi, za užitek. Ja, zelo. To je, ne vem, to je res prav terapevtsko, ko tiste roke potisneš v zemljo, to je res tak, ne vem, tak lep občutek, res je to nekaj primitivnega, a ne, pravzaprav pridelovanje svoje lastne hrane, to je res primitivna stvar, a ne. Danes greš v trgovino, mene dostikrat vpraša, pa a ne bi šla v trgovino, pa tisto solato kupila. Zakaj, iz mojega vrta še nikoli ni prišlo obvestilo, da moram vrniti solato, ker so našli sledi pesticidov. A ne, tako je. In se mi zdi vredno in No, časa. kaj pa še drugo, imate sploh še kaj časa za kakšen hobi, kaj vas še veseli, no? Razen matematike, otrok, vrta? Jaz sem rahlo hiperaktivna, tako da ja, imam še pevski zbor, treniram karate. Zdaj sem ponovno odkrila kvačkanje. Ne vem zakaj, ampak čisto postala obsedena še s kvačkanjem. Berem knjige, ogromno knjig preberem, to mi je res toliko veselje. Ne vem, igram klavir, ko imam 5 minut časa, to še vedno, a ne, sem hodila v glasbeno šolo in to mi je res ena izmed stvari, ki mi je ostala in tako veselje. Ja, res za dušo, ja. Ja, povedati morava, da ste tudi ena izmed prvih pevk v Okarinah. Potem naprej izpre. No, kdaj je to bilo, kdaj se je torej zaključila ta vaša kariera v Kapnicah? Bi rekla, da 21 let nazaj, ko sem se preselila na Log. Zdaj pa sem v Mavrici, ki sem bila prej v 2 zborih, pravzaprav, ko sem se preselila, torej v Mavrici, to je na Vrhniki, pa potem še Tonje, to je bil pa ženski zbor v Borovnici, tam, kjer je tisti znameniti most, ostanki mostu, ne, v Borovnici. Samo ni šlo, a ne, ko sem imela pa 3 otroke, pa več ni šlo tole. Zdaj, pri Mavrici smo res zelo aktivni, organiziramo več koncertov, verjetno so najbolj odmevni naši novoletni, ki se vedno dogajajo januarja, ne decembra, ne, to je fajn, ker se potem tiste gneče pred novim letom že mine in potem imamo 2 vikenda v januarju, ko imamo koncerte, po 2 koncerta na soboto in sicer s filharmoniko vrhniško in je res doživetje biti na odru, peti te pesmi, res je fajn, res na visokem nivoju je vse skupaj, a ne. Tako da, ja, to mi je res kar nekaj časa vzame, no, tako, ja. Fino, čestitke, torej uspešno delo še naprej vam želimo, pa seveda upam, ne, da bova še kdaj tako poklepetali, ne, tukaj pred kamerami, če ne prej, ko bo spet kaj novega izpod vaših rok, ne, z matematičnega področja, ko boste odkrili kaj, ne. Ja, bolj z raziskavo se vendarle ne ukvarjam, meni je predvsem to poučevanje mi je predvsem. Veselje, tako kot ste že povedali uvodoma. Hvala lepa še enkrat in srečno. Hvala za vabilo. Tako, hvala lepa za pozornost, spoštovane gledalke in gledalci, tako tudi o matematiki in o življenju z matematiko smo danes nekaj izvedeli. Upam, da ste uživali v poslušanju, vse dobro vam želimo in srečno.